Pozdravljeni, jaz bom kar začel, ker so me prijazno opomnili, da kdaj moram nehati. Ne? Jaz pa, kadar me spustijo doma, od doma, se jaz od sketne spustim, pa imam precej zapovedati, tako da boš, da že kar začnem z rahlim uvodom in bodo že prišli, pa bodo glavnino ujeli. Torej, pozdravljeni. Se kdo spomni, da sem bil že tukaj? Koliko let je tega? 6 let. Pa se sigurno spomnim, da kaj sem takrat govoril, tako da lahko iste stvari govorim, ne? Ker stvari se niso kaj dosti spremenile. Ja. Dobro, takole, mislim, že v uvodu je bilo rečeno, so me pohvalili, da sem zgleden mož in oče, ne vem, odkot jim ti podatki, tako da mogoče so kaj z mojo ženo niso govorili, ker ona naj bi tega verjetno rekla, da sem raven zgleden, zadovoljna pa je s tem, kar ima. 6 otrok, s tem se ponovadi pohvalim, zdaj sem pa v krajih, ker se s tem ne morem hvaliti, vi pa 6 šele začnete šteti, ne? Tako da se s tem ne bom hvalil. Tudi nisem čisto siguren, ne? Mislim, rečejo zgleden oče ali pa dober oče, ploden oče, ne? Pa še to pod pogojem, da žena ne laže. Recimo, da žena nima toliko domišljije, gledano, da je poročena z mano in ne prepisujem te domišljije silne, da bi se mi lagala. Dobro, smo zdaj že prišli, tako da malo tega bedastega uvoda smo končali. Tole bom omaknil, da ne bom dal tako. Glejte, jaz bom malo starozavezno začel. Veste, kaj so Izraelci, izvoljeno ljudstvo, kaj so imeli v templu za zastorom najsvetejše. Njihovo je bilo kaj? Skrinja zaveze. In v skrinji zaveze so imeli kaj? Aaronovo palico, table Božje zapovedi in mano. Se pravi, spomin na to, dokaze tega, kar je Bog za njih že storil. In jaz mislim, da vsak človek ima svojo skrinjo zaveze, ima to najsvetejše, kamor spravlja dokaze, kaj je Bog za njega že storil. Ne? Če je nima, naj si jo pripravi in ne začne spravljati v to skrinjo zaveze, ker je pomembna, zato ker, ne, tako kot bom jaz tudi danes pred vami pravzaprav odprl svojo oziroma najino, žene niso povabili, ne vem zakaj, so samo mene, najino skrinjo zaveze in bom malo povedal o teh rečeh. Upam, da bom pravočasno končal. Ja. Nenazadnje je tudi prva adventna nedelja in z adventom začenjamo to pričakovanje, to čakanje. In če se kdo spozna na čakanje, na pričakovanje, potem smo to mi, ki smo poročeni, sploh ta cerkveno poročeni. Ne. Če ste znali čakati in počakati eden drugega do poroke, veste, kaj je ne samo čakanje, ampak kaj je pričakovanje. Če imate otroke, potem veste, kaj je to pričakovanje, ste znali čakati, ker ne morete tega prehteti. Ne? In je treba čakati in pričakuješ in se tega upam, da veseliš. Tako da vstopamo v to in bom govoril o tem čakanju in pričakovanju najprej. Nenazadnje sem tukaj, bom prišel do tega, dobro, teh poljan in visokega tukaj zraven, ki je vezano na najino čakanje. Povedal bom najino zgodbo na kratko, mene in moje žene. Ta boga ženska, ki jo ne poznate, pred časom sem se srečal z enim škofom, žena je bila zraven in rekel, končen vidim to, toliko poslušamo o tej gospe, ne, skoraj ni verjel, da dejansko obstaja, ne, ker pač o ženi toliko govorim, toliko pišem, ne, mnogi rečejo, da ne upajo svojim ženam tega izreči, ker jaz zapišem, se pravi, materialne dokaze o tem, kako jo v javno obrekujem in žalim, ne. Eni se doma ne upajo z njimi toliko pomeniti. In škof je rekel, končno se je dotaknil, ker Tomaž Kristusa, da je končno to ženo videl. Ampak ta boga gospa je zatrpana vame od 12. leta. Stara je bila 12 let, ko je začela moliti, da bi jaz postal njen mož. Prav konkretno zame. Imeli smo v župniji misijon. Misionar je rekel, začnite moliti za svoje bodoče može in žene. Ona je začela moliti zame, ker je bila zatrpana vame, da bi postal njen mož. Jaz sem molil za to, da bi dobil dobro ženo. Bog je dober, milosten, oba je uslišal. Ona je dobila mene, jaz sem dobil dobro ženo. Kadar se kregava, pa se pritožuje, rečem, tih bod, ker si molila, si dobila. Zakaj nisi molila za dobrega moža? Jaz sem molil za dobro ženo, to si ti, prosim, potrpi z mano. Tako da v prepirih zmeraj zmagam.
Ona je bila, kot rečeno, zatrpana vame od 12. leta, ko je bila stara 15, jaz pa 16, sem jaz en večer, ker sem pesnik, od nekdaj si želel biti in še danes se trudim to biti, čeprav dobro skrivam, iskal en vers, pa ga ni bilo in sem šel zvečer na sprehod in sem jo srečal, ko je šla po mleko. Tukaj na vasi to veste, kaj to pomeni. Punca s kangelco pa je šla po mleko in se je, lih Marija se ni prikazala, ampak jaz sem se je prikazal. Strašno je bila vesela, ker mi videla, jaz sem bil pač prijazen možak, ker sem jo srečal, ker sva se poznala z pevskega zbora, pa sem jo pospremil do tistega hleva, pa nazaj in pa se je štala začela. Ker jaz sem šel domov in sem rekel, to je to. Hoče reči, tudi dneva nisem bil zaljubljen vano. Samo srečal sem jo enkrat, sem jo v drugi luči, oziroma v temi videl in sem rekel, to je to. In naslednji večer sem šel ven, ne da bi iskal vers, ampak da bi našel njo in sem jo našel. In so si nekako povedala, predvsem je ona povedala, da me ima rada, jaz sem pa rekel, da se mi od včeraj naprej zdi ta prava. In to je še nekako normalno, ne? Stara so bila 15-16 let, ampak to, kar sledi, ni bilo normalno. Dva mulca, stara 15-16, kot človeka, upam, da se še spomnite, če nemate pa pubertetnike, pa veste, kako to izgleda, ki ga razganjajo hormoni. Ta dva mulca sta si isti večer rekla, da se ne bosta ne poljubila, ne objela, tudi za roke se ne bosta prijela, dokler ne bosta prepričana, da sta za skupaj. To pa ni normalno za dva pubertetnika, to je bilo od zgoraj. To misel je obema hkrati, sočasno, dana bila od zgoraj. Sicer sva jo vsak zase obžalovala čez 3 tedne, ko so se sprehajala, pa so roke malo pletale, da so se vsaj majčkeno dotaknile, ampak trajalo eno leto, preden sva spet, približno v istem času, oba po nekem delovanju, bom rekel, duha, spoznala, da je to nekaj, kar je Bog spravil skupaj in da tega Bog ne bo spustil in da Bog pomagaj. Tole je, kar je in da dajva se pareti za roke, dajva se poljubiti, dajva se objeti. V tem času so mene moji sošolci sprašali, kaj zdaj vidva, hota na hota. Sem rekel, hodva, samo hodva. In sva res hodila, samo hodila 1 leto. In to je bilo fino, čeprav sva mičkeno trpela, malo sva si želela, ne, normalno, hormoni so delovali. Ampak bilo je fino, ker sem šel na randi in nisem različil, kaj bo. Če greš na randi, pa pričakuješ objeme pa poljube, se moraš uštimati, zrihtati, stuširati na zadnje, moraš, kaj ne sme ti smrdeti iz ust, razmišljaš o tem, kako boš prijel, kaj boš prijel. Mi da se pa razmišljala, o čem se bova pogovarjala. In je bilo treba pripraviti teme, ne, iz dneva v dan, ker sva bili stanovala, pa sva vsak dan hodila. Vsak dan sva hodila, vsaj 1 uro sva vsak dan hodila in sva imela teme za debat, 1 leto, mi da sva predelala enih tem, enih stvari, sva prefilozofirala, da je bilo veselje in sva se dejansko res dobro spoznala. Ne bom se spuščal za tisto leto v vojski, ko sem bil, jaz sem tudi toliko še star, da sem šel še v tisto našo nekdanjo ljubo skupno. In imava doma škatlo pisem, vsak dan sva si pisala, cela kasarna je vedela, če Čuši ni dobil pošte in noben ni dobil. Vsak dan je bila vsaj 1 kuverta zame, škatla čaka. Pred leti sem rekel, pesnik, kot sem rekel, bom napisal knjigo, bom šel ta pisma brati, ker to mora biti nekaj pomembnega, jaz sem tak pomemben mož, pa pameten, pa lepo pišem, pa lepo govorim, to bo silno ratalo, sem šel tista pisma brati, take otročarije, ampak prvo pismo, lahko povem, kakšno je bilo, sem se počutil očitno, kot Kristus na križu. Žejen sem, stalno sem bil žejen, takrat sem bil pa Švico, pa tako naprej, ampak dobro. Ko sem prišel za vojske, Ljubljana, študij, tukaj bom zdaj, upam, da ni kakšnih mladih in ne bom preveč pohujšal, oziroma bom vse pojasnil. Sva šla stanovati skupaj, ne živeti, stanovati skupaj. Imela sva garsonjero na razpolago in sva šla skupaj stanovati. Ne živeti, stanovati. Poudarjam to, ker mislim, da nama še danes mnogi ne verjamejo. Hodila sva v župniku spovedi, zmeraj malo še čakal, če bova še kaj zapovedati, pa ni bilo nič zapovedati. Stanovala sva skupaj. Danes, kadar kje pričujeva, ali pa včasih me pokliče kakšen novinar, pa kakšen članek objavlja, ali pa kakšnem intervjuju, se jim to fantastično zdi. Enkrat me je z Maribora klical in župnik je rekel, tukaj je prišla televizija, pa bi radi o predzakonski čistosti govorili. Sem rekel, ja, Marija, zakaj pa nimate v Mariboru nobenega, bi to povedal. Se so tudi taki pari tam, je rekel, že, sam jaz bi rada povedal, to z nasmijanim obrazom, ne, nekaj trpel pri tem, ne. Tako da sem, ne, kadarkoli v tem pričujejo, zmeraj so spod zelo žaljivi komentarji. Ljudje ne verjamejo, da je to možno, da se to da.
In ko sva šla na pripravo na zakon, datum poroke sva zelo enostavno določila, mi da sva začela hoditi 9. v mesecu in vsakega 9. v mesecu sva praznovala svojo obletnico. In ko sva potem tam zadnji letnik študija, sva se začela pogovarjati o tem, kdaj se bova poročila. Sem rekel enostaven, jaz si ne bom zapomnil še ene letnice zraven, še enega datuma, sem rekel, prva sobota, ki pade na 9. Zdaj, to je bila loterija, lahko bi bilo še kakšno leto, 2, 3 za počakati. Bog je bil milosten, 9. sobota 9. je padla, takoj po julij, mesec dni po koncu študija, se pravi, Bog je vedel, da ne moreva več čakati. Oziroma je zaključil ta najen advent. Ko sva šla na pripravo na zakon, sem rekel, ne bova šla na Brezje k tem dolgočasnim patrom, 5-krat bom tja hodil to poslušati. Greva na neko intenzivno pripravo in sem prišla sem na visoko, na intenzivno pripravo za čez vikend. Tako sva mislila, da je intenzivna priprava. Bila je pa priprava za pare, ker sem ni dal 5-krat hoditi na Brezje, pa so rekli, bomo mi to v 2 dneh upravili, pa še malo bomo v naravi, In jaz sem ji rekel, Melita, da ne bi slučajno tam komu povedala, da midva stanujeva skupaj v Ljubljani, ker nama noben ne bo verjel. Prosim, molči, ne govori o tem, ker noben ne bo verjel. No, tukaj je bila čudna priprava, moram reči. Pari, sem rekel, so bili taki, da malo nenavadni, midva sta bila zelo naivna, mlada. Bil je en par, ki nam je bil v egzempel postavljen, pa sta pridgala tudi ne čudne stvari, zdaj če nazaj pogledamo, ampak ne bomo njima. Na koncu tega predavanja je en poba dvignil roko pa rekel, poslušajte, kaj pa vi mislite o predzakonskih spolnih odnosih? Pa tista gospa rekla, ka mož je bil v bistvu skozi tih, gospa je sam govorila, da, no, sej razumemo, pa sej ne bomo nobenega obsojali, tako naprej. In fant je rekel, no, pa bi mogli se vse obsoditi, In pa so se vsi režali, šli na malco, na čaj, na piškote, in da se obsedela v tisti sobi. Melita je jokala, ker se je počutila, da bi nekdo jo udaril v obraz. Moram še povedati, da je duhovnik, ki je bil prisoten, rekel, da se Sveta Mati Cerkev zaveda, da je predzakonska čistost nedosegljiv ideal. In potem sva obstala, obsedela, nisva vedela, kaj storiti, imela sva to srečo življenjsko, da takrat, če nisva imela šoferskih izpitov, moj oče naj je pripeljal tja, ker če bi imela izpit pa avto, bi se v tistem momentu sedla v avto, odpeljala in bi bila verjetno še danes koruznika, ker ne bi imela piltka, da sva upravila pripravo na zakon. Tako sva pa obsedela in jaz sem potem izvedel enega teh prvih znamenitih Čušinovih izbruhov, ko se potem malo zavese majajo, pa ljudje malo rečejo, kaj pa je temu, Ko so prišli nazaj, sem jaz dvignil roko, pa sem rekel, jaz tudi nobenega ne obsojam, ampak hočem reči, mislim, da se. In potem sem uporabil to, kar sem ji zabičal, da ne sme povedati. Sem rekel, midva že 4 leta stanujeva skupaj. Da se. Če človek ve zakaj, če človek vidi smisel v tem, ne trpljenje, ne samo čakanje, ampak pričakovanje. To je velika razlika. Čakati znamo vsi. Ni težko čakati. Čas smo obsojeni na čakanje. Čakamo, cel kapeni stvari čakamo. Čakalne vrste v zdravstvu, čakalne vrste na banki, kamorkoli prideš, čakaš in si zoprn, kam moraš čakati. Pričakovati je pa nekaj drugega. Pričakuješ pa z veseljem. Tako kot magosko, ni ta prav. Ko otroci pričakujejo, kaj bo Miklavž prinesel. Pričakuješ z radostjo, z upanjem, z veseljem. In Nida so se pričakovala teh 8 let, ker sva hodila skupaj. In potem, imam še čas, poroka, upam, da ste vsi poročeni, da ni kakšnih takih, ki jamarajo, da nimajo denarja za poroko, ker poroka nič ne stane, ohcet stane. Poroka ne stane nič. Midva nisva imela ohceti, jaz sem doživel 4 ohceti prej, svojega brata, 3 sester in sem rekel, jaz nočem ohceti. Jaz nočem svoj najlepši dan, ki ga pričakujem preživeti v tem, da bom skrbel, kjera teta nima dosti za jesti, kjer stric se ga je napil, kjer ga bratrance treba peljati ven, da bo bruhal. Sem rekel, jaz ne bom imel take ohceti. To je najen dan in sem imela samo poroko. Ampak z Gorenjske sva tako kot vi, nobenega darila nisva dobila. Ampak se še danes sem jih hvaležen, da je pristala na to mojo trmo in sva imela res lep dan eden za drugega. Dobro, sva se poročila, bila sem poslena, ona je učiteljica, sanjala skozi, da bo učiteljica, vsi so ji rekli, ti si ta prava, ti znaš z otroki in res je znala z otroki. Jaz sem bil takrat še lep igralec, ne sem talentiran, zdaj sem samo še talentiran, lep nisem več in sem bil zelo porabljen, mene ni bilo doma, ona je imela neke težave v šoli, jaz tega nisem resen jemal.
res mi ni bilo. Ona je malo jamrala, sem rekel, daj stisnem zobe, potem sem se začel po noč zbuditi, ker je jokala po noč, sem rekel, kaj ti je? Rekla, nočem v šolo, sem rekel, moraš v šolo, učiteljica si, kaj češ? Moraš, daj stisnem, saj ni taka rečna, daj, to cel življenje si to čakala, cel življenje si to želela, ti si učiteljica, daj. Zmeri hujš, nisem je mal resno. Dokler ni njena sestra rekla, ti ona mora nekaj pogovor, mora iti. Sem rekel, ja pa pel nekam na pogovor, mislim, daj pa se ne pogovori s komorkoli, ne. Tak sem bil do nje takrat. In jo je pelala nekaj k enemu psihoterapeutu in ko je prišla nazaj, sem rekel, no, kaj je bilo? Je rekla, malo sva se pogovarjala. Rekel, ja, o čem sva se pogovarjala? Ja, vprašal me, kaj čutim do tebe. Sem rekel, ja, dobro, kaj pa čutiš do mene? Da bi te najraje ubila. Dobro, pa sem se mečkam presedel na kavču na dve ritke stran. Sem se še kaj drugega pogovarjala in rekla, ja, vprašal me, kaj čutim do sebe. Sem rekel, kaj pa čutiš do sebe? Rekla, da bi se najraješ ubila. In takrat sem jaz ugotovil, da ni sam hec, da je to res, da je to zares. In potem smo jo vzeli šole ven, na bolniško, tako naprej, ampak ni šlo, tako daleč, da sem prišla do psihiatra, sem jo pelal na pregled. Čakalne vrste so bile ogromne, so rekli, pridite čez 3 mesece, že takrat, 25 let nazaj so bile čakalne vrste, to ni od prejšnjega meseca. 3 mesece, ne pridem, sem rekel, ne, danes sva tukaj in danes če ne vzame, in sva čakala, cel dan. Ko so končali, pride ona ven, a vi ste še zmeri tukaj, sem rekel, ja, še zmeri sem tukaj, ne bova šla, dokler je ne vzamete. Gre ona noter, mene niso spustili zraven, pride čez nekaj časa ven, ona zdravnica prav, hvala, ker ste potrpeli, hvala, ker ste počakali, ker tole je samo še za zdraviti. Rekla, naročimo rešilce, ali boste sami šli? Sem rekel, bova šla sama. In sva šla še domov v garsonjero, v kateri sva zdaj že živela. Pa je rekla, sej prav, moram iti. Jaz sem bil čist fertik, jaz sem jokal, predstavljati si, da peljete ženo na norišnico. Se vem, po kakšnem prepiru bi jo najraj, ne? Ampak takrat ni bilo glih prepira, takrat je bilo malo drugače. In je rekla, daj mi nekaj za sabo, da me bo temnate spominjali. In sem rekel, kaj ti pa dam sabo? In sem vzel z police verižico, ki jo je enkrat ti podarila njena mama, se pravi moja tašča. Na tisti verižici so bili srček, križ in sidro, se pravi vera, upanje, ljubezen. Tista verižica meni šla strašno na živce. Ne sem zato, ker je bilo tašče, ampak tudi zato, ker kadarko sva se kaj objemala, sem tisti meni nekam zmeri zatikala, ali v polovar, ali v brado, kamorkoli. Se rekel, daj to dol, in smo to sneli in dali na polico. Zdaj, ker bo treba dati nekaj, da jo bo tam name spominjali, sem vzel to z police in tako filansko sem ji zapel. Okrog vratu sem rekel, vzemi s seboj vero, upanje, ljubezen, da te to tam spominja name. So se odpeljala v polje, tam so mene zagrabili. Sem rekel, ne, ker jaz sem bil vas objokan, ona je bila pa čisto mirna. Sem rekel, ne, ona je, no, zemte, ne. So jo vzeli, so rekli, počakajte, potem prišla še z nekaj časa ven sestra z tako črno vrečo za smeti, noter so bile njene obleke, rekla, izvolite, tole odneste domov, pa še tole, tega tukaj ne sme imeti. Pa mi je dala v roke vero, upanje, ljubezen. Tega tukaj ne sme imeti. In sem šel domov v garsonjero, so legel na postlo, stresel tiste obleke njene po postli, so legel na nje, jokal, zaspal in sanjal. Sanjal sem jo, kako je prišla do mene v to garsonjero, do mene spečga, me prijela pa rekla, vse bo v redu, boš videl, vse bo v redu. In potem si začel. Jaz tudi, kljub temu, da sem imel dosti prijateljev, se mi zdel, ampak vsi ti prijatelji moji v teatru so me svetovali, pustijo, to je njen problem, kaj si boš ti kariero pokvaril zaradi ene nore ženske. Sem rekel, to ni nora ženska, to ni nek mača, ki sem ga pobral na cesti, to je moja žena. Jaz niti enkrat nisem pomislil, da bi jo pustil. In tega ne govorim zato, da bi se hvalil, kako dober in zgleden mož sem, ampak da povem, da je to od zgoraj, ta moč je prišla od zgoraj. Niti enkrat nisem pomislil, da bi jo pustil. Ampak sem rekel, od zdaj naprej bomo takole živeli in je bilo pestro. V teatru smo pripravljali predstavo Norci iz Helma, jaz sem pa vsako dan hodil obiskovati noro ženo v polje. In so jo nafutrali s tableti in nisem vedel, zakaj je to potreben. Je rekla zdravnica, lejte, vi, če bi pojedli eno to tableto, bi spali 3 ure ali pa cel dan. Ona poje 6 tablet na dan, pa normalno funkcionira. Moramo ji to dati. Ni bila na tabletah, ni mogla biti primir, sva hodila, jaz sem bil takrat suh, ker sva vse dneve hodila, samo hodila, tako kot sva takrat, preden sva si rekla, da sva za skupaj, sva hodila spet po tistih poljanah okrog pol. Potem sem jo vzel ven, ker se tam noben ni znal ukvarjal. Spoznal sem tam njene
So pacientke, razne dame, take ljubljanske, znane, ki so me potem kdaj srečale s kolegi na cesti, one tako v sumljivih oblekah, sumljivega karakterja, pa so me pozdravile, živo Grega, pa sem rekel, živo ti, pa so kolegi rekli, pa ti tole poznaš, a nisi ti crkven pa veren? Sem rekel, poznam, tudi Kristus je poznal kakšno Marijo Magdaleno. Spoznal sem tam eno gospo, ki se mi je rekel Pehta, ker je bila taka velika, razmršena. Enkrat sem prišel Meliti na obisk, je rekla, vi ste prišli k naši Melitki, a ne? Sem rekel, ja, pa ker malo sem se je bal, je rekla, kar prihajajte na obisk. Jaz sem že 30 let tukaj, pa me nobeden ne obišče. Tako da hočem reči, molite za te ljudi tam. Eni so res sami, za ene bi bilo pa boljše, da bi bili sami. Ker so ljudje okrog njih krivi, da so bolni. Pustimo. Sem jo vzel ven, imela je napade anksioznosti. V trenutku bi si vzela življenje. To je bilo tako, zgodilo se je v hipu. Ona se tega še danes niti ne zaveda. Bila je zaradi takole, se pogovarja z njo, pogledaš sem, pogledaš nazaj, zraven tebe drug človek. Ona bi se šla ubiti iz momenta, kad je bilo treba biti ob njej, jo držati. To so bili kar hudi napadi, ko bi moj oče enkrat z njo sam mi naslednjič pričakal z unim Benediktovim križem, unim, ki ga imajo egzorcisti. Je rekel, Grega, tole vzem, ker tole je od hudiča. Hočem reči, napadi so res gledati, kot v unem filmu Egzorcist. Radi lebdelani v zraku, pa unih zelenih stvari ni bruhala, ampak tula pa moč je pa imela strašno, tako da takrat sem gotovo, zakaj sem jaz tako debil, da sem se samo na novo legel, pa je držal, da je ni odnesel, tako da sem rekel, vsaka stvar je za kaj dobra. In ti napadi so trajali, potem sva začela to njeno bolezen darovati. Ne vem, kako so prišla na to misel, mislim, se je znana, ne da so jo midva se, ampak človek se ne spomni takrat, ko je treba, ampak potem po nekem času so se domislila tega in začela darovati to njeno bolezen. Za konkretne ljudi. Ne vem, kadar je bilo hudo, sva darovala še en dan. In tisti dnevi, kljub temu, da so bili grozni, so še danes najlepši dnevi najnega življenja, tisto leto, ko je bila ona bolna, še zmeraj rečeva, da je to najlepše leto najnega življenja, ker sva živela zelo evangelsko, zelo svetopisensko. Dovolj je dnevo lastna teže, pomembno je bilo samo to, da zvečer prideva oba živa do posle, da ne bo sebe ubila, pa da ne bo mene ubila. Zelo enostaven načrt, nič drugega ni bilo važen. Ne služba, dobro, hvala Bogu, brez otrok so bila še takrat in obe familije sta poskrbela za naju, tako da so se res lahko posvetila eden drugemu. To je trajalo. Najhujše v tem času je bilo njena misel. Največja bolečina je bila ta, da je skozi mislila, da ne bo mogla biti mamica, da je nesposobna biti in fizično in psihično za mamo. In sva šla nekam tudi na duhovne vaje, tako, na pogovor, ker mu duhovniku, sem prijatelj, sem rekel, daj, molj za naj, neke darove, imel neke karizme, sem rekel, molj za naj, daj, gotov, zakaj se to dogaja. On molj nad nama. In reče, jaz ne vem, zakaj se to dogaja, čutim pa v svojem srcu, Melita, da ta bolezen ni dobra samo zate, ampak za celo Slovenijo. Sem rekel, peti nekam, briga mene Slovenija, povej, kaj je narediva, da se vas znebila te bolezni. Ampak tam na tistih duhovnih vajah so tudi molile pred Najsvetejšim in tisti celonočni molitvi je ona zaslišala besede, mamica boš, mamica boš, mamica boš, mamica boš. In sva šla s tistih duhovnih vaj z enim velikim upanjem, z eno veliko obljubo. Je še malo trajal, napadov je bilo zmeraj manj. Ona je rekla, hočem biti mamica, vem, da sem sposobna biti mamica, začela zmanjševati seveda tablete. In sva se borila tudi s tem, in ko je končen spustila dozo, pa se je telo očistilo, sva si prvošla še romanje v Sveto deželo in na avionu v Sveto deželo je bil zadnji napad do sedaj. Mogoče me kakšen še čaka, ampak ko so prišla nazaj, čez 2 dni smo zanosili in smo prišli do otrok in to je najina zgodba, ki ne povem zato, da bi povem zato, da ker imava izkušnjo, ko poveva to zgodbo, malo zdo prstop k nej, pa pove, tudi jaz sem kaj takega doživel, tudi meni se to dogaja. Mnogi so bolni takole, na psihi se zgodi, pa čutijo, kada jih Bog kaznuje, ali pa jih sram povedati, ne upajo povedati, da se jim to dogaja. Potem pa čuš jim pove, da se tudi njim to zgodilo, se pravi, tudi v najboljših familijah pride do tega in da nič ni narobe. To ni Božja kazen. Bog pripravlja teren, Bog deli milosti. Res imamo neko mentaliteto, ne samo psihično, slišim takole ljudi, ki rečejo, zakaj mi je Bog to naredil, karkoli se mu zgodi v življenju, neka bolezen, neka ovira, ne vem, kaj me Bog kaznuje. Bog ne kaznuje, Bog pripravlja teren. Ko se vam kaj dogaja,
se zavedajte, da Bog pripravlja teren. Spomnite se Elija iz Stare zaveze, ko je bežal pred Jezabelo, je zbežal gor tisto votlino na Horebu, se mi zdi, ne? Ja? Ne, na Karmel, gora Karmel. Mislim, da ne me držati za besedo, ampak bila je pa votlina, on je bil in je šel pred votlino in je se zgodil Gospodu mimohod in je prišel vihar, dež, veter, potres, ampak je rečeno, Bog ni bil ne v potresu, ne v viharju, ne v dežju. Bog je bil v tihem šepetanju, ki je prišel šumenju, ki je prišel na konc. Se pravi, ko v življenju doživljate neke pretrese, potrese, to ni Bog. To se Bog šele najavlja. Se pravi, ko se vam kaj dogaja, se ne obrnite stran od Boga, ne rečete, Bog me kaznuje. Ne, to se šele pripravlja teren. Bog pride potem v nem tihem šepetanju in morate pripraviti prostor za to tišino, ker Božji glas je najtišji, to je tiho šumljanje. Bog je najbolj neusiljiv glas na tem svetu in počaka, da ugasnete televizijo, radio, da sklopite ekrane, da potegnete slušalke z ušes in ustvarite tišino v svojem bivanskem prostoru, v svojem telesu in takrat bo Bog spregovoril. Toliko o najni zgodbi, toliko, da boste vedeli malo več o tem čušinu, ki ima predolg jezik. Marička, koliko je že ura. Moram zdaj še malo še vam popridgati, ne. Lejte, nobenega ne poznam, z nobenim nisem v žlahti, je res. Sprav lahko govorim prosto, lahko vas zmerjam, boste zamerali, ampak jaz bom šel pa zamera bo že počasi zvodenela. Hočem reči, nisem tako kot župnik, ki se mora brzdati, pa ne sme vsega povedati, kar mu na duši leži, ker ostane tukaj, pa mi lahko zamera, jaz lahko povem, pa grem. Tako da, če mi boste kakšno stvar zamerili, pa se ne bom tako hudo govoril, ker me snemajo, ne smem. Sem obljubil, da ne. Torej, vi tukaj, zakonci, možje, žene, vi ste najbolj blagoslovljeni člani, deli, udje naše cerkve. Zakaj? Ker imate nekaj, kar še papež ne more zase reči. Glejte, Jezus je rekel, ker sta dva ali so trije v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Papež more poiskati enega, da lahko z gotovosti reče, Bog je z mano. Vi ste pa zmeraj s Kristusom, ker ste vezani z zakramentom. Če ste cerkveno poročeni, ste vezani z zakramentom in je Bog, Jezus je zmeraj z vami. Tudi če ste na smrt skregani, je Bog z vami. Ne morete se znebiti tega Boga. In ne govoriti po župnikih ali duhovnikih vera gor, po duhovnikih vera dol. Ne, po nas poročenih vera gor, po nas poročenih vera dol. Ker če se mi ne razlikujemo v naših odnosih od, recimo, uporabim grdo besedo, od poganov, če se naši odnosi ne razlikujejo od odnosov ostalih ljudi, mi smo krivi. Potem ljudje ne morejo prepoznati Kristusa v naši cerkvi, v naših odnosih. To, kot rečemo, se pravi tudi zapisano, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi, bosta oba eno meso. Zdaj, če mislite, da ste eno telo, eno meso, samo v tistih momentih, ko se imate radi, ko ste dejansko in fizično in dobesedno eno telo, to imajo tudi pogani, tudi neverni, so v tistih momentih eno meso. Eno meso, eno telo sta, ker morata imeti eno srce, namreč glih eno dušo, eno glavo, en želodec, ene roke, ene noge, eno rit, če hočete. Eno sta, eno telo. Ne samo takrat, ko se imate rada, ampak v vseh področjih svojega življenja. Tako se morate doživeti. Če te ne boli, ker ženo boli, pomeni, da ne čutiš svojega telesa. Če te ne veseli, ker moža veseli, pomeni, da ne čutiš svojega telesa. In je nekaj narobe s tem telesom. In moraš malo preveriti, pogledati, mogoče si se samo zaležal, pa so mravljinci, mogoče pa kaj za odrezati. Treba kaj odrezati. Ker je božje, kaj odrežeš, kot pa da potem se zastrupi kri in tako naprej. In glejte, zdaj boste rekli, kako pojasniti svojim nevernim sodelavcem, znancem, prijateljem, kaj je tisto, zakaj bi se človek poročil, kaj pa drugač pri vama, kot pri nama. Jaz imam cel kupenih prijateljev. So si zvesti, hvala Bogu, neporočeni. Kaj je zdaj razlika? Težko pojasniti. To je tako, kot bi težko pojasniš, pravzaprav, kaj se zgodi pri maši. Kruh na oltarju je pred prihodom Svetega Duha, če ga gledaš, enak, in po prihodu Svetega Duha, se pravi po molitvi,
ko dejansko postane, tako kot upam, da verjamemo, samo telo in kri samega našega Gospoda, ampak fizično se nič ne zgodi. Ravno tako je tukaj. Fizično ni nič drugače, telovadba je telovadba. Ne? Je pa Sveti Duh. In če verjamemo, da se kruh spremeni v Božje telo po Svetem Duhu, potem verjemite, da se tudi vaši odnosi, kljub temu, da se na zunaj nič ne spremeni, posvetijo zaradi Svetega Duha. Vaša telovadba, če smem tako reči, ne, je sveta zaradi tega, ker ste vezani s svetim zakramentom. Ni družina sveta. Imamo sveto družino, v slovarju slovenskega križnega jezika piše, da so to Marija, Jezus in Sveti Jožef. Bom ponovil še enkrat. Slovar slovenskega križnega jezika pravi, da so sveta družina Jezus, Marija in Sveti Jožef. Samo Jožef je svet po slovarju slovenskega križnega jezika. Mislim, se strinjam, ne? Mislim, da smo sveti, ki moramo malce potrpeti, ne? Marija pa Jezus sta pa kar tako dodana. Imamo sveto družino. Družina ni sveta. Vajin odnos, zakon je svet. To je zakrament. Družina je samo sad tega, samo bonus tega. Pravimo, da so otroci dar Božji. Otroci so kazen Božja. Otroci so na svetu samo zato, da te spravljajo ob živce. Samo zato. In ti si tukaj zato, da stojiš in se otrok zaletava vate. Zato se dobri očetje zredimo, da otrok preleti na mehko. Ne? Gledam te koščene, te športne. To otroka tako boli. Daj se mečkam, malo se je treba porediti. Tako sta oba taka, super, to bodo otroci srečni. Če se jaz omaknem, če ne zdržim tega zaletavanja otroškega, se omaknem, otrok preleti, pade v jamo, v prepad, se zaleti v steno, si razbije zobe, glavo, srce, rebra. Jaz sem tukaj zato, da prenašam te udarce. En moj neveren prijatelj je rekel, ko sem jamral, čas se počutim, sem tako tečen kot fote. Rekel, moraš biti tečen, to je naloga očeta. Oče mora biti tečen. Kam pa pridemo, če bi otroci imeli radi svoje očete? Rekel, ti moraš biti tečen, otroka mora to, on se zaletava. Ne, zaletava, to mora biti. Pubertetniki, tisti, ki jih imate. To je samo zato, puberteta je dal Bog zato, da se mi tistih 10 let, recimo, ker traja puberteta, leto gor, leto dol, ne, ali pa 10 let je gor, 10 let, odvisno kako vzgajate, zato, da se mi tisto obdobje počutimo kot Bog. Ko ti jamraš, kakšnega pubertetnika imaš, Bog reče, zdaj vidiš, kako se jaz moram s tabo matrati. Imaš nekoga, ki si ga rodil iz ljubezni, ki ga imaš rad najbolj na svetu, vse mu nudiš, vse bi mu dal, vse bi storil za njega. Veš, kaj je dobro za njega. On te pa ne posluša, se obrača stran, se prepira s tabo, se noče pogovarjati s tabo. A zdaj vidiš, kako se jaz počutim, ko se ukvarjam s tabo? Bog je dal puberteto samo in pubertetnike samo zato, da se mi, starši, lahko počutimo, vsaj tistih 10 let, kot Bog. Zato cenite to obdobje. Cenite to obdobje, ker je to Božje obdobje. Kot Bog se počutite. Prenašate udarce, ki jih mora prenašati Bog. To je to. To je, in prej, sem govoril še to eno telo. Jaz mislim, da, gledajte, piše, da smo ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti, zdaj seveda trdim, da Bog zgleda takole, kam pa pridemo, ne, in tudi, ne vem, če se pogledaš v špegu, težko vidiš, ne, ampak to, kar nam je skupno, je telo, kar pomeni, da je to telo, ki nam ga je Bog dal, to glava, trup, roke, noge in vse ostalo, kar spada zraven, Božje, in da je to z namenom. In govorimo, da mi dva eno telo, govorimo, da je Cerkev Kristusovo telo, se pravi, razmišljam, da je vsaka skupnost, vsak odnos, ki ostane skupaj, je telo. Ne vem, če ste kdaj razmišljali že o tem, kdo je kaj v tem telesu. Kdo ste vi, recimo, v Cerkvi, v Kristusovem telesu, kdo ste? Kater del telesa ste? Mislim, ker ni tako nepomembno in je fino to razmišljati. Ne? Duhovniki se stalno pritožujejo, zakaj nas skozi šifajo, zakaj skozi, pa novinarji, pa politiki, pa ljudje. Kaj čudnega? Če smo Kristusovo telo in je Kristus glava, ne, duhovniki so po posvečenju zelo blizu Bogu. Kater del telesa najbolj matramo? Ženske, to najbolj veste. Faco, obraz. To mažemo, stiskamo, pulmo, tako naprej. Mučilne aparate ste si izmislili, tako naprej. Najbolj matraš obraz. In tudi največ opaziš na obrazu. Ne?
Mislim, ti imaš lahko turna ritika, noben ne opaz, če imaš pa mikro mozolček na nosu, vsi vidijo. Ne? In rečejo, kakšen pa si, nisi si spet nekaj narobe pojedel, spet ne umivaš go naprej. Zato najbolj šimfamo duhovnike, ker so ti mozolčki, te dlake, ti na obrazu. Oni so del njegovega obraza in to opazimo in zato to najbolj kritiziramo. Ne zato, ker jih ne bi imeli radi, ampak ker je obraz pomemben. Ne? Kdo v tem našem cerkvenem telesu? Kdo nas nosi, kdo nas prenaša. Ne? To je pomembno, tudi ne nazadnje jezik nam to razkriva, ker govorimo preko telesa, da imamo nekoga v želodcu, da nam gre nekdo na jetra. Ne? Tako naprej. Vse preko telesa te stvari prenašamo in razmislite, kje je vaše mesto. Razmislite tudi vajen odnos, ga bom povedal malo tudi za šalo, kako sem jaz premišljal najen odnos. Tudi mi sem eno telo in sem razmišljal in seveda sem si mislil, da če smo videli eno telo in če je da je moja žena srce mojega telesa, ne, ker imam rad srce, ljubezen. Pa sem premišljal, pa sem gotovo, da ni. Jaz se pri ženi najbolj sprostim. Ne. Pred ženo se tudi slečem. Res sem najbolj sproščen, ko sem ob ženi. In kdaj je človek najbolj sproščen? Ko se usede, pa da vse štiri od sebe. In ko se usede, da vse štiri od sebe, se usede na kaj? Na rit, kot rečemo Gorenjci, na rit. In sem gotovo, da je moja žena rit mojega življenja, mojega telesa. Zato je to, kot rečem, rad te imam. In rad ni tako nepomembna. Dva dela našega telesa ne moramo videti sami od sebe. Obraza in riti. Razen, če ste zelo gibčni, pa zavijete vrat, ne vem kaj. Ne? Dveh delov telesa ne vidimo brez pomoči ogledala oziroma drugih. Ne? Drugi nam povejo, a smo brezobrazni in kakšna rit smo. Drugi nam povejo. In te dva dela telesa sta sorodna, oba imata ličke in je zelo zoprno. Mozolj na nosu ali pa tur na riti je ravno tako zoprn, težko sedeš. Ne? Pa tudi to, da rečem, da je žena moja rad, veste, če rad zapre, celo telo trpi. Ne? In da če se žena odloči, da zapre, tudi jaz zelo trpim. Ne? Tako da to ni tako strte, zdite malo za šalo, tako pa da boste vedeli, da moja žena marsikaj more prenesti. Ne? Evo, bliža se ura, bom zaključil še z eno stvar, sem zelo vesel. Ne vem, če se spomnite, takrat, ko sem prišel v to cerkev vašo prvič pred leti, sem se skoraj zajokal, ker sem se počutil kot v dnevni sobi. Moj oče, pokojni slikar, mi je narisal tega Kristusa Kregarjevga in ga imam obešenega v dnevni sobi. Tako da sem bil sprejet kot doma. Na tej strani je Sveti Duh, ki ga zelo poudarjam. Sveti Duh, ki smo ga mi, ki ga je cerkev pozabila za par stoletij. Mislim, imenovali smo ga že, ampak pozabili smo ga uporabljati. In tudi vi ne veste zelo, kaj ta Sveti Duh je. Ampak gledajte, vi, ki ste pari, to najbolj veste. Mislim, ta moja žena, ne poznate je, ampak verjemite mi, jaz bi lahko boljšo najdel. Mislim, se je lepa, ampak ni glih mi sveta, ne. Predvsem pa veste, kaj mene vidite, da bi ona lahko našla precej boljšega, kot sem jaz, ne. Ampak tisto, kar je storilo, da sem jaz izmed vseh teh, nam rekel 6 milijard, da nam boste dvomili, ko sem usmerjen, ampak koliko nas je 6 milijard, več smo na pol, 3 milijard ženske so na svetu, sem se jaz povezal. Tisto, kar ti enega človeka potegne iz nožice in reče, ta je zate, to ni samo, je ljubezen, ampak to je ljubezen Sveti Duh. Sveti Duh ti da to modrost, to vedenje, da rečeš, ta je ta. To je ta, Sveti Duh to naredi, to razliko. Zakaj je nekdo, pogledajte levo, svojo ženo ali pa svojega moža, po standardih to ni, ne, glih, da bi rekel, to ni glih. Ne. Pa ga imaš najraje na celem svetu, kljub temu, da je zoprn, da se skregata in tako naprej. Ga imaš, zakaj? Ker ti ga je Svet Duh izbral. To je zate. In tega Svetega Duha, to, kar uporabljate v življenju, pa ne veste, da ga imate. Če bi zdaj vprašal, kako včasih vprašam Birmance, darove Svetega Duha. Nekako pridem takole vprašam Birmance, zakaj grejo k Birmi. Pa reči, zato, ker moram, pa zato, da bom lahko nehal v cerkev hoditi. Zanče en rekel, ne vem. Ali pa zelo katekizmsko rečejo, da bom prijel darove Svetega Duha. Reč, no, in kateri pa so darove Svetega Duha? In če bi zdaj tlele vas vprašal, ne vem, če kdo upa vstati, pa povedati darove Svetega Duha. Vse jih znam, ampak ne bi jih upal glih na glas povedati. Ne. Težko bi vedeli, kaj je. In če vprašam naprej še, kateri so pa sadovi Svetega Duha, no pa sploh debel gledate. Ampak če bi prebral sadove Svetega Duha, bi pa videli, da jih imate v življenju. Med drugimi so to miroljubnost, ljubezen, potrpežljivost, zdržnost, in tako naprej. In rečete, v bistvu,
Hočem reči, ne da bi vedeli, je Svet Duh prisoten v vašem življenju, dajte ga odkriti. Zato mi je zelo všeč, da imate Svetega Duha, imamo tega Kristusa, očetovega, kregarjevega. In tamle, še to povem in potem zaključim. 5 hlebov, 2 ribi. To je moj najljubši odlomek iz Svetega pisma, iz Evangelijev. To je odlomek, ki je naslovljen pomnožitev kruha, kar je zelo narobe. To je napačen naslov in naslove so dodali prevajalci, samo svetopismo seveda nima naslovov. Pomnožitev kruha. Kakšna pomnožitev kruha? Če natančno berete, gre za delitev kruha. Matematično prav nasprotna funkcija, ne? Ampak piše pomnožitev. Spomnite se, 5000 mož, njihove žene, se pravi 10 000, njihovi otroci, dajmo, slovensko povprečje 2,3, tlele vi bi jih imeli še več, ampak mislim, če bi vas prešteli, pa bi prišli na 60 000, ko pa recimo, ajde, 20 000 ljudi. 20 000 lačnih ljudi, to je, ne vem, Stožice ljubljanske, stadion, poln stadion ljudi, lačnih, tečnih. Na sredini, na zelenici, tam v centru, 12-terica, 13-terica, če še Kristusa štejemo zraven, lačni. Prav Jezus, dajte jim vi za jest. So rekli, nimamo nič, imamo 5 hlebov, 2 ribi. Prav Jezus, dajte sem. In so prinesli tistih 5 hlebov, 2 ribi, Jezus je blagoslovil in potem, kaj piše? Začeli so deliti. Niso se odprla glavna vrata, niso prišli šleparji, pa prepeljali kruh, pa konzerve sardin, pa ne vem kaj vse, nič ni bilo. Pobač ali pa mogoče kdo od apostolov je šel naokrog s tisto košaro, vrečko, karkoli pač so imeli, ne, in fotar je vzel ven zase, za familijo, on je šel naprej. Lačni so bili, niso imeli časa, ne pozornosti, da bi vedeli, kaj se dogaja. Jedli so. Po mojem so prišli domov, so rekli, čak mal, kako smo se lahko vsi najedli? Bilo je pa samo 5 hlebov, 2 ribi. Glede, to je v našem življenju. Velike stvari se nam dogajajo. To je nam rekel, največjih čudežev, ampak najbolj tak impresiven, ker jih na hrano, ne, nožico. Ljudje tega sploh niso imeli za mar, niso opazili, kako se je to dogajalo. Potem že naše življenje. Velike stvari se nam dogajajo, mi sploh ne opazimo. Ampak vsak dan pride mem nekdo, ki prinese 5 hlebov pa 2 ribi. Dobite svoj vsakdanji kruh, priznajte. Čas je treba malo počakati, čas je treba ribe nasoliti, pa kruh je mečkan trd, ne, ampak pride nekdo mem s 5 hlebi in 2 ribami. To je naše življenje. Jaz, če bi vas vprašal zdaj, se vem, da molite, ampak mislim, da lahko skoraj z gotovostjo rečem, da 80% med vami moli samo za velike stvari. Samo za velike stvari. Bog daj zdravje, Bog daj mi zrihtaj službo, Bog daj, da bojo otroci zdravi, Bog daj denar, samo za velike stvari. Te male stvari, da se me ženo zastopil, pa da bom varno prišel čez cesto, to pa sploh ne molimo, ker to se nam zdi tako samoumevno, da to bomo že sami zmogli. Molimo za velike stvari, za male pa ne. Čakamo velike šleparje in se sekiramo, ker ni velikih šleparjev, ker ni zdravja, ker ni službe, ker ni denarja. Ne opazimo pa, da je to sestavljeno iz teh majhnih. Vsak dan pridem varno čez cesto in ženo se zastopam, še zmeraj lahko hodim, imam še vsak 10 prstov in tako naprej. Jezik še predolg in tako naprej. Molite za velike stvari, pozabite pa, da dobivate teh malih, od katerih ne samo, kot piše v Evangeliju, v tem odlomku, da se nahranite, da so se nahranili, piše, da so se nasitili. Zelo pomembna beseda, nasitili so se. Jaz tej svoji bogi ženi dostikrat rečem, dosti imam, sed sem te. A ni te lepo? To je sama Božja ljubezen. Ne manjka je, še preveč je imam. Sed sem te, dosti imam. Sama Božja ljubezen. Kako je Bog dober, da mi tega, ker imam res rad v življenju, da preveč. Toliko preveč, da imam dost. Pomislite, na koga največkrat tulite, glasno ali pa v mislih, da ga imate dost, pa da ste ga siti. To so zelo dragoceni ljudje. To so vaši bližnji, kakšni sodelavci in tako naprej. Tisti, ki jih imate dost, to so zelo pomembni ljudje. Tega vam Bog daje v izobilju. To je Božja ljubezen. Pomislite naslednjič, ko se boste kregali. In dajte se kdaj skregati. Če se ne znate pogovarjati, se saj skregajte. Ne biti tih. Povejte, kaj mislite. Če boste tih, pa pomajte pod preprogo, ker se verni ne smemo kregati, bo narobe. Boste tudi vi v polju pristali, boste videli. Saj skregajte se. To ne reči, da je Čušin rekel, da se morate tepsti, ampak če se ne znate pogovarjati, se skregajte. Moja mama, žal pol leta nazaj, tudi ona že umrla, oče pred 13 leti, je zadnja leta ni govorila, ga pogrešam, ko bilo lepo, ko bi mi prijel za roko ali pa da bi kam skam šla. Ne, rekla je, vsaj še skregala bi se kdaj z njim. To je pogrešala, ker sta to počela vse življenje. Tako so se izkazovali ljubezen, pri nas smo se kregali neprestano. Skozi sta si bilo v laseh, imela sta se pa strašno rada. Nikoli nismo se bali, da bi šla na razen, Bog ne daj. In ji pogreša to, kar sta skozi počela, da bi se še skregala kdaj.
Tako da, če se ne pogovarjate, če se ne znate drugače pokazati, da se imate radi, dajte se vse skregati. Tudi to je ljubezen. Mene ta ženska, ta Boga ženska ob meni, mislim, sva skupaj že skoraj 40 let. Mislim, 28 let sva poročena, 36 let sva skupaj. Ampak, pa misliš, jo poznaš, najde vsak dan 3 nove načine, da me spravi v živce. To je sama Božja ljubezen. To pomeni, da sva še živa, da me ima še rada, ker ne bi bilo vseeno. Če se ne pogovarjate, da mi že vseeno v 10, da moram zaključiti. Torej, upam, da sem kaj pameten, mislim, ne pametnega, nisem kaj dosti pametnega povedal, ampak da sem povedal kaj takega, da boste mogoče drobac tega lahko odnesli sabo v svoje življenje. Hočem vam samo to reči, to, kar imate doma, cenite. Imeti ob sebi nekoga, ki mu kdaj pa kdaj rečeš, da ga imaš rad in da kdaj pa kdaj to res ne misliš, to je velika stvar, nimajo vsi tega. Imeti ob sebi nekoga, ki ti kdaj pa kdaj reče, da te ima rad in mu kdaj pa kdaj celo verjameš, to je velika stvar, nimajo vsi tega. To so stvari, jaz prihajam iz okolja, dobro, da nisem več v teatru, ampak bil sem 25 let v teatru, kjer so se delali norca iz mojega življenja, iz moje družine, iz vsega tega. Po parih letih sem pa ugotovil, da si želijo tega življenja. Enkrat sem enega velikega dramskega umetnika peljal z enega snemanja, pa je rekel, da gre ga se ustaviti le še enemu opiru, so rekel, ni problema. Jaz sem bil vesel, ker sem lahko vozil avto na tako veliko dramsko živino, res sem bil, občudoval sem, še danes ga občudujem kot igralca, pa sva spila en pir, pa on je rekel, ti koliko jih imaš zdaj? Mislil otroke, takrat sem mislim, da imel 4, sem rekel 4. Je rekel, a z eno? Sem rekel, ja, z eno. On je pa rekel, ja, jaz imam pa 3 s 4. Rekel, daj še en pir. In prišel ta drug pir, rekel, veš kaj, ti kar pel domov, jaz bom tle še malo ostal. In je ostal tam, pa pil tisti pir. Jaz sem si takrat to razložil tako, vse mogoče se motam, ampak tako sem si razložil. Jaz sem mu kot mlad igralec, mlad kot mlajši kolega zavidal njegovo kariero, njegov talent, njegov uspeh. On kot uspešen igralec je pa zavidal meni to, da sem imel eno ženo pa otroke. On je otroke imel, ampak s 4. Takrat, mislim, da potem še predelal še 2, čeprav razumem. Hočem to reči, to si želijo. Vi imate to doma, cenite to. In dajte se zavedati, ne govorite slabo o svojih ženah in svojih možeh. Če to počnete, tudi v šali, nehajte. Hecite se doma, hecite se v zakonski skupini, v nekem varnem okolju, pred svojimi kolegi, nevernimi, pohvalite svojo ženo, pohvalite svojega moža, da bodo znali, vse se ne boste lagali, vse so za pohvaliti. Mislim, če pomislim, kaj sem ta Boga ženska more z mano pretrpeti, kakšen sem, pa še zmeraj ob meni. In obratno, tudi ona je svojega denarja vredna. In je, enkrat rekli so se zbornic pogovarjale, moj mož je pa tak, da je pa šla vrsta na no, da bi me pošimfala, pa bi me imela za kaj pošimfati. Je rekla, jaz imam pa svojega rada. Naredite to pred svojimi kolegi, sodelavci. Recite, jaz imam pa rad, jaz ga imam pa rada. Veliko pričevanje je to. Ob vsem tem šimfanju za šankom ali kjerkoli, zberite pogum pa rečete, ne, se je, ampak ga imam rad. Ga imam rada. In mislim, jo imam rad, pa ga imam rada. Imejte ta pogum, spremenili boste njihov pogled in zavedajte se, res se zavedajte, da pravzaprav kljub vsemu, kar slišite v svojem življenju, vam pravzaprav to zavidajo. Želijo si to, kar mi imamo po defaultu. In zavedajte se, da je Bog zmeraj z vami, zdaj moram pa nekaj, če ne me bo iz ušesa. Povem samo še to, da imam s sabo knjige. Evangelij po Čušinu pa Nove pomisleke, če bi kdo želel, lahko dobi. Tukaj avtor se vam lahko podpiše, knjiga, potem ko avtor umre, pa če je podpisana, pridobi na ceni. Jaz, ko sem videl, se zastavil, tako da me bo roko 5-6 let kap zadela, tako da boste morebitni današnji vložek zelo hitro podvojili, tako da če kdo želi, lahko malo za šalo, malo za reklamo, dobi knjige pri meni, jih podpišem. In kot je rekel župnik, prostovoljni prispevek za življenje napisan na hrbtni strani, ker računov ne bom pisal tako naprej, da ne bo davkarija težila. Se pravi, zaželjen prostovoljni prispevek je napisan na knjigi. Če pa nimate, pa lahko tudi sam knjigo vzamete. Nekaj imam tle nekaj v avtu. Želim vam lep dan, želim vam lepo življenje, želim vam lep advent. Ne samo čakati, pričakujte. Velika razlika. Ne čakati, pričakujte. In če boste pričakovali, se vam bodo zgodile lepe stvari. Sploh vi, ki ste fara svetega Miklavža. Ne? Kaj ste Martina? Ja. So mi rekli, da je bil to čas Miklavž. Ja. Da je bil Miklavž. Ja. Miklavž je resen dec.
Miklavž je resen dec. Pri nas je zmeraj prinesel to, kar so otroci napisali. Zmeraj. Daril niso dobivali, ampak Miklavž je pa deloval in enkrat je po 3 bratih je najstarejša napisala Miklavžu pismo, da želi imeti sestrico. Pa sva šla do nje, pa je rekla, ne se vem, da bo to drugo leto. In drugo leto, en teden pred Miklavžem je dobila sestrico. Tako da Miklavž je resen dec, pazite, kaj si želite. Si pa zaželite. Bog uslišuje, Bog je dober, tako da. Hvala za potrpljenje, mater je hitro minil, zdaj pa res morate iti ven, da ne bojo otroci čakali, tako da. Hvala.